Vodenje Zveze slovenskih glasbenih šol je pred kratkim prevzela Radmila Bikić-Magdić, ravnateljica Glasbene šole Slovenska Bistrica. In zakaj se je odločila, da sprejme ta izziv? Ja, izziv sem predvsem sprejela na pobudo svojih kolegov, ravnateljev, ki je najprej stekla strani Štajersko-pomurske regije. Nekako so ocenili in me spodbudili k temu razmišljanju, da bi lahko prevzela vodenje tako velike glasbene družine. Potem je pa tudi pobuda nastala strani še 3 ostalih regij znotraj Slovenije, tako da tako veliko število in izkazano spoštovanje se mi je zdelo tudi tako en velik izziv, bodisi na profesionalni, kakor tudi na osebni ravni. Kot predsednica Zveze slovenskih glasbenih šol seveda imam tudi določene naloge, ki so vezane tudi s pravili naše zveze. Predvsem je to komunikacija, povezovanje znotraj naših zavodov, kakor tudi z vsemi institucijami na državni ravni, ministrstvom, Zavodom za kulturo, Zavodom za šolstvo, tako da vse tisto, kar pokriva naše glasbeno izobraževanje. Seveda prioritetno je zagotovo tudi nekaj dejavnosti, ki jih vsakoletno izvajamo v naši zvezi, to je tekmovanje mladih glasbenikov in plesalcev. In mogoče se boste spomnili, prav lani se je začelo tisto 3-letno obdobje izvajanja tekmovanja mladih glasbenikov v naši Štajersko-pomurski regiji in letos je pred nami res en velik izziv, izvedba 50. tekmovanja Temsig mladih glasbenikov, pa vemo, da trenutno razmere so nekoliko drugačne in še vedno nismo prav prepričani, seveda si želimo in vse aktivnosti peljemo v tej smeri, da tekmovanje bo. Zato smo tudi zaradi trenutnih razmer tekmovanje prestavili v mesec april. Žal 15. tekmovanje plesalcev, baletnih plesalcev je bilo odpovedano, kajti zaradi specifike samega dela in pouka učenci potrebujejo nenehen nadzor in pomoč vodenja svojih učiteljev. Zaradi tega, da bi se izognili morebitnim poškodbam, smo potem na nivoju zveze oziroma komisije Temsig se odločili, da tekmovanje plesalcev preložimo na prihodnje leto. Omenili ste razmere zaradi epidemije novega koronavirusa, tudi v glasbenih šolah učenje poteka na daljavo. Kakšne so vaše izkušnje s poučevanjem na takšen način? Ja, tudi glasbene šole smo se seveda preselile s poukom na daljavo. Že v prvem pomladanskem valu smo že večkrat opozorili, da je to za nas bilo popolnoma nova situacija. Dobesedno čez noč smo ostali v nekoj novi situaciji, v novih okoliščinah. Nismo bili dovolj izučeni, izurjeni, kako izvajati pouk na daljavo, zato so se naši učitelji, kolegi res po najboljših močeh iskali orodja primerljiva za to vrstno poučevanje. Potem smo pa poletni čas namenili prav bolj konkretnim pripravam, iskanjem primernih orodij in tem učnem okolju za delo na daljavo. Žal ponovno smo z mesecem oktobrom se preselili v to vrstno obliko in tukaj gre res velika zahvala vsem udeležencem, staršem, učencem, učiteljem za neizmerno potrpežljivost, razumevanje, trud in popolni angažman v tem prenosu znanja, ki zagotovo ni enostaven, kajti ta orodja niso namenjena poučevanju glasbe, to so orodja za bolj komunikacijo in vzdrževanje nekih teh stikov, tako da tukaj se pogovarjati o kvaliteti zvoka, izdelave določene skladbe in vsega, kar pritiče glasbenemu izobraževanju, je res v tem primeru zdaj trenutno čaka, da se naši učenci vrnejo v učilnice, v šole, da se bodo te stvari, podrobnosti izdelovale v tiste meri, kot je to bilo do sedaj.